Kulturna panorama. Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, oddaja Kulturna panorama prinaša pregled kulturno-umetniškega dogajanja na področju kulture. Oddajo pripravljamo v uredništvu za kulturo tretjega programa Ars Radia Slovenija skupaj z uredništvom za resno glasbo. Teden, ki se izteka, je bil v znamenju podeljevanja nagrad. Predstavili bomo nagrajenke in nagrajence Cankarjeve, Stritarjeve in Plečnikove nagrade ter prejemnika nagrade Kritiško sito. Ob tem pa se bomo sprehodili skozi program Borštnikovega srečanja, ki se začenja 8. junija in pozornost usmerili v prejemnika prstana. Obiskali pa smo tudi mednarodni festival svetlobe Svetlobna gverila in razstavo sodobne slovenske umetnosti Majski salon. Vabljeni v našo družbo. V sredo so v Cankarjevem domu v Ljubljani podelili Cankarjevo nagrado. Leta 2019 so jo ustanovili Slovenski center PEN, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani in Znanstveno-raziskovalni center SAZU. Namenjena pa je literarnemu delu z kateregakoli področja Cankarjevega ustvarjanja. V ožjem izboru za nagrado so letos bile Ajda Bračič z romanom Kresničevje, Nina Dragičević z esejistično zbirko Nemogoče, Anja Radaljac z romanom Če se ne vrneš, Tina Volarič s pesniško zbirko Nekje notri je uho in Aljoša Harlamov z romanom Dohtar in povodni mož. Cankarjevo nagrado so tokrat podelili 7. Več pa v prispevku Staše Grahek. Doslej so Cankarjevo nagrado podeljevali na Vrhniki, po nesoglasjih z občino Vrhnika pa se je prireditev preselila v ljubljanski Cankarjev dom. Nagrajenko je v imenu strokovne žirije razglasila doktorica Lucija Mandič. Po številnih razpravah in tehtnem premisleku smo tako soglasno sprejeli odločitev, da Cankarjevo nagrado letos prejme Nina Dragičević za knjigo Nemogoče. Nina Dragičević je vsestranska ustvarjalka, pesnica, skladateljica, sociologinja, avtorica 10 knjig poezije, esejev in teoretskih razprav ter zvočno-pesniških kompozicij. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, med njimi Jenkovo, Župančičevo, lani je za kratko zgodbo Ena Marija, dve Mariji, nobene Marije prejela tudi Arsovo lastovko. Knjiga Nemogoče izšla je lani pri založbi Beletrina, je hibridno delo, v katerem z besedami žirije avtorica vzpostavi izrazito relevanten in aktualen premislek o enem izmed najbolj spregledanih fenomenov slovenske kulturne zgodovine, sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina. Članica žirije doktorica Lucija Mandič. Pri tem ne ostaja zgolj pri reviziji zgodovinskih vrzeli, temveč z natančno dokumentarističnostjo, hkrati pa nenavadno in avtorsko prepoznavno esejistično metodo razkriva mehanizme, ki so to odsotnost proizvedli kot ideološki konstrukt. Avtorica s prepričljivo avtorsko kombinacijo eseja, pripovedi, arhivskega gradiva in poetičnih intervencij razpira prostor, kjer odsotnost postane dokaz prisotnosti. Njena analiza ne temelji na enostavni rehabilitaciji prezrtih imen, temveč vključuje radikalni razmislek o pogojih umetniške kanonizacije. Doktorica Nina Dragičević je pred podelitvijo nagrade o svoji knjigi Nemogoče tudi povedala. Knjigo končam z mogoče, začnem pa jo z nemogoče, se pravi končam jo z mogoče, zato ker sem to knjigo napisala, seveda zato, da lahko razmišljamo in predstavimo skladateljice, ampak v veliki meri zato, ker me zanima, kakšna so naša življenja danes in tukaj, v tem delu Evrope, s takšnimi pogoji, v kakršnih živimo. Kakšna je lahko naša prihodnost? To so vprašanja, ki me resnično zanimajo, čisto v literarnem smislu. Ne vem, ali lahko ena knjiga sama veliko spremeni. Ravno v tem je poanta, da se aktiviramo in nekako povezujemo v neke politične skupnosti, ampak mogoče bo pa naša prihodnost boljša od tega, kar si včasih mislimo in gotovo od tega, kakršno so imele nekatere avtorice in avtori.
Kot ustvarjalka in premišljevalka Nina Dragičević sodeluje na programu Ars. V našem arhivu lahko med drugim slišite oddajo Ars Humana, v kateri se je Primož Trdan aprila z njo pogovarjal prav o temi njene knjige. Izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina in tem, kaj to govori o nas, naši sedanjosti in prihodnosti. V Parku Sveta Evrope pred Cankarjevim domom v Ljubljani so včeraj v okviru 11. sejma na zraku podelili nagrado Kritiško sito. Društvo slovenskih literarnih kritikov je nagrado za najboljše izvirno leposlovno delo v preteklem letu podelilo že 15. Za Kritiško sito so sicer bile nominirane Ajda Bračič z romanom Kresničevje, Nina Dragičević z delom Nemogoče, Natalija Milovanović s pesniško zbirko Tuja mehkoba, Ana Pepelnik s pesniško zbirko V drevo in Aljoša Harlamov z romanom Dohtar in povodni mož. Več pa v prispevku Kaje Novosel. Ja, Ajda Bračič, iskrene čestitke za nagrado Kritiško sito 2026. To je vaše drugo kritiško sito, prvega ste prejeli pred 3 leti za svoj prvenec zbirko kratkih zgodb Leteči ljudje. Tako da morda za začetek, kaj vam pomeni ta nagrada? Ja, vsekakor eno veliko čast, da strokovno bralstvo v resnici, kar kritiki so, izrazijo eno tako zaupanje v moje pisanje, se pravi, da se to ne zgodi samo ob eni knjigi, ob prvencu, ampak potem takoj že spet ob naslednji knjigi. Se mi zdi, da je to eno tako, res izraža eno tako potrditev strokovno, da me skrbi, če bom sploh uspela še kdaj kaj napisati zdaj. Ste pa že v Letečih ljudeh na neki način načeli temo odnosa človeka in narave, kar tukaj v romanesknem prvencu Kresničevje še bolj radikalizirate oziroma človeka nekako še bolj potisnete v ambient, v tem primeru gozda. In kot zapišete, se potem gozd za človekom zapne kot zadrga. Morda zakaj umestitev človeka v tak prostor, kar je za današnje razmere in za naš nekako tempo življenja morda nekoliko neobičajno? Je neobičajno, po drugi strani pa se mi zdi, da je to ena taka fantazija za veliko količino ljudi, da vsi sanjarimo s tem, ko naša življenja postajajo čedalje bolj hitrejša, bolj natrpana, manj v stiku z lastnimi telesi, da čedalje bolj sanjarimo po umiku nazaj v neko mogoče fiktivno preteklost, v eno bolj primarno okolje, kot je na primer gozd. Zato se mi je zdela to tema, ki ne samo mene zanima, ampak pravzaprav se tiče kar celotne družbe oziroma veliko ljudi. Hkrati pa je tukaj seveda še ta vseprisotna situacija okoljskih sprememb, ekoloških kriz, ki tudi preveva, mislim, da sodobno družbo. Pa ima lahko v tem našem zdajšnjem kontekstu človek še sploh lahko stik sam s sabo in svojo okolico oziroma s to neko svojo prvinskostjo oziroma jo je možno nekako na novo, izumiti, najti? Jaz mislim, da v bistvu prav o tem vprašanju govori roman. Ne vem, če na koncu privede do odgovora, ampak skozi roman sem se tudi sama to spraševala, kako biti dober človek do drugih ljudi in kako biti dobro bitje do drugih bitij. Sledi še odlomek iz nagrajenega romana Kresničevje v interpretaciji dramske igralke Anje Novak. Ko so sem gor prihajali z očetom, je bila hiša prazna, zapuščena. Eden od njenih vogalov je bil skoraj povsem porušen in v ostrešju so gnezdile sove. Agnes se spominja golička, ki je padel iz gnezda, njegovega nebogljenega cvrkutanja, krvi na kljunu. Zdaj je hiša videti naseljena, toda okoli nje vlada tišina. Agnes se previdno približa, zakorači mimo vrta,
Oddaleč kuka skozi okna, prestopi leseno loputo, ki najbrž vodi v klet, obkroži senik in se nato vrne na dvorišče. Trkanje na vhodna vrata ne prikliče nikogar, tudi Agnes in vztrajni dober dan, halo, dober dan, ne. Nad vrati se svojim cin, cin, cin pozibavajo vetrni zvončki. Bukev je mirna, vzravnana. Nekje v krošnji se ponavljajoče oglaša osamljena sinica. Agnes položi dlan na gladko ljubje in zdrsi čez očesu podobno grčo. Kdo bi lahko živel tukaj, v samem središču gozda? Je mogoče, da je šla Klara kdaj tu mimo? Če je bila res v očetovi koči, se je gotovo kakšen dan sprehodila do sem. Najbrž so jo pri tem, tako kot Agnes, vodili spomini na taborjenja, na vonj pečenega kostanja in na hukanje sol v ostrešju. Hiša je videti večja, udobnejša in bolje oskrbovana od stare očetove koče, povsem drugačna, kot se je Agnes spominja. Nekdo se je z njo ukvarjal, zanjo skrbel, jo obnovil in nadzidal. Včasih je bila pritlična, podstrešje je bilo prazno, pa tudi lesena terasa je nova. Pod nadstreškom je velika skladovnica drv, dosti obilna, da bi lahko zima trajala še mesece, da pomladi še ne bi bilo treba priti. Agnes opazuje vrtno orodje, skrbno zloženo pod skednjem, in 3 pare škornjev, ki počivajo ob nizki klopi pred vhodom. Oče ju je s Klaro pogosto vodil v gozd. Toda to je bilo pred tem, ko je mama obležala in se ni več zmogla dvigniti s kavča. Pred tem, ko je nad njenim obupom tudi on obupal in odšel, se znova poročil. Pred tem so odhajali sem gor, do koče, v njej preživljali konce tedna in včasih vse počitnice. Gozd je bil takrat drugačen, Agnes to ve. Že odkar je prejšnji dan vstopila van, to ve. Spominja se ga bujnega, a obenem preprostejšega od mesta, razpredenega v nekaj enostavnih pripovedk o dobrem in zlem, o čudežnih bitjih, o tihotapcih in belih ženah, ki oboji izpolnjujejo želje. Vsak del gozda je takrat odseval njegovo celoto, tako da se v njem ni bilo moč izgubiti. S Klaro pa sta lahko odšli kamorkoli. Danes je bila v Rogaški Slatini v okviru festivala kritike, prevoda in branja poezije Pranger podeljena Stritarjeva nagrada. Nagrado literarnim kritikom podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Letos je žirija v sestavi Kristjan Koželj kot predsednik, Mirana Likar kot članica in Majda Travnik-Vode kot lanska Stritarjeva nagrajenka za njenega prejemnika izbrala dolgoletnega literarnega in gledališkega kritika Mateja Bogataja. Ta je svojo kritiško dejavnost pričel konec 80. let, do danes pa sodeloval z vsemi pomembnejšimi literarnimi revijami. Svoje kritike je zbral tudi v knjižnih oblikah. Več o prejemniku pa v prispevku, ki ga je pripravil Tjaž Mihelič. Literarni prostor 80. let je bil izjemno odprt in je dovoljeval različne poglede različnih generacij na literaturo. O zaznamovanju tistega časa na lastno kritiško pisanje je letošnji prejemnik kritiškega sita Matej Bogataj povedal. Jaz mislim, da sem imel veliko srečo, da sem nastopil v nekem trenutku na to, recimo v ta literarni prostor, ko so generacije kohabitirale, ta starejša modernistična se je deloma takrat posvečala politiki, tako da nas pravzaprav niso prav zelo onemogočali in branili svojih literarnih pozicij. Hkrati so bili pa časi 80. so bila zelo produktivna. Pogovarjali smo se, kar naenkrat se obnovila pogovori o utopiji, o avantgardah, tudi o teh neoavantgardah iz 70. let.
ker naenkrat so bile informacije čisto na en drug način dostopne. Naša generacija in tiste pred njimi so ogromne teorije že prevedle, potovanja so bila, štipendiranja so bila pravzaprav še bolj normalna. Hkrati je bil pa to čas, ki mu rečemo recimo postmodernizem, pri čemer jaz to besedo uporabljam z vsemi potrebnimi zadržki, ki je pa pravzaprav vpeljal neko drugostopenjskost in drugo kodiranje. Stvari niso bile kar naenkrat napisane naivno, ampak so bile kodirane tako, da jih je bilo lahko brati kot eno ali kot drugo. Recimo eden zglednih tekstov je Ime rože, v katerem sem pisal v svoji prvi knjigi, precej obširno. Skratka, kar naenkrat je prišlo do vrnitve zgodbe in verjetno so med te časi zaznamovali tudi te strastne debate z vrstniki, še bolj pa strastne debate in včasih dopisovanja z starejšimi kolegi. V tistem času je bilo kar nekaj močnih kritikov, recimo Aleksander Zorn, Drago Bajt, bili so Andrej Inkret seveda, in od njih sem se veliko naučil, tudi mogoče tega, da kritiku ne sme biti najpomembnejši, da bi ga imeli vsi radi. Ne? Zakaj sploh literarna kritika? K čemu je literarni kritik pravzaprav poklican? Matej Bogataj odgovarja. Mesto, ki ga je nekdaj upravljala kritika, zdaj prevzel PR, razna oglaševanja, razne lestvice, redovalnice, poročila o prebranih izvodih in pa založbe bolj kot na kritiko stavijo na neke oblikovalce javnega mnenja, ki jim dajo knjige za to, da jih potem te oblikovalci brezsramno hvalijo, seveda brez kakršnih kol teoretskih ali pa podobnih izhodišč, ki bi jih morali pri tem zasledovati. Tako da mislim, da danes v tej poplavi produktov, vse splošni dostopnosti literature, ne mogoče samo v knjižni obliki, ampak tudi tisto, kar spletno preberamo, so na nek način članki, ki so oblikovani kot zgodbe. Zdi se mi, da je danes mogoče, čeprav kritika ni toliko cenjena, je pa mogoče toliko bolj potrebna. Ravno zato, ker je po moje kritik, če poenostavljeno rečeva, je tisti, ki kontrolira, ali je na zavihku, ali je tisto, kar založba oglašuje tudi med platnicami. In kritik je seveda tukaj nekdo, ki preverja kvaliteto, ki hkrati je pa kritik seveda nekdo, za katerega se predpostavlja, da je na nek način teoretsko podkovan in da ima bralne izkušnje, pa hkrati še malo talenta. Sej mi vidimo, da pravzaprav samo nakopičeno znanje ne pripelje k kritiki, ki bi bila zanimiva za avtorja, kaj šele za bralca. Lanskoletna prejemnica Stritarjeve nagrade Majda Travnik-Vode je med drugim dejala: pisanje literarne kritike se mi zdi etično početje. Kakšna naj bo torej literarna kritika? Kakšne so glavne značilnosti kvalitetne literarne kritike? Bogataj tu daje poudarek vrednotenju. No, kritiki lahko govorimo šele v tistem trenutku, ko dejansko vrednoti, ko neko literarno delo pravzaprav postavlja v neko širšo referencialno mrežo. Jaz se strinjam, da gre za izrazito etično početje. Kritika se ne sme sprenevedati, med more pa seveda tudi, mi vsi vemo, da kritika deluje na dva naslovnika. En je seveda bralec, en je pa seveda tudi avtor. Če je kritika preostra, je pravzaprav izgubila avtorja. Če je medla, je pa izgubila bralca, ne? Ker konec koncev, kot je rekel tudi nekje Andrej Inkret, eno določeno veselje v branju kritike, tudi to, da vidimo, da si je avtor kritike svoje zelo jasno začrtano stališče upal izraziti, ne glede na vse posledice. Tako da včasih je to samotno početje. Vloge v slovenskem literarnem prostoru pogosto prehajajo, kritiki postanejo avtorji in obratno. Matej Bogataj. Se je pa seveda zmeraj dobro zavedati, kaj primarno smo, ne. Konec koncev je zelo veliko avtorjev, ki napišejo kakšne priložnostna besedila tudi v svojih kolegih ali pa celo prijateljih in tega pravzaprav ne skrivajo, ampak to ni seveda kritiško početje. Mislim pa, da je seveda veliko na nek način kritikov, ki pa potem pišejo tudi literaturo, kar pa seveda pomeni določeno tveganje.
kritiku, ki piše slabo literaturo, nihče ne bo verjel niti kot kritiku. Ob koncu pogovora je Matej Bogataj izpostavil, da mu je delovanje na področju literarne kritike v 40 letih prineslo mnogo novih poznanj z različnimi avtorji. V dialogu drug z drugim pa so se kljub različnim mnenjem naučili veliko o sebi in svetu. V Mariboru so minulo sredo predstavili program 61. festivala Borštnikovo srečanje, največjega gledališkega festivala pri nas. Začel se bo 8. junija in bo do slovesne podelitve Borštnikovih nagrad ter Borštnikovega prstana igralcu Alešu Valiču potekal do 21. junija. Festival tudi tokrat ponuja tekmovalni program slovenskih predstav in bogat spremljevalni sklop sodobnih uprizoritev domačih in tujih producentov. Iz Maribora Brigita Mohorič. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana, najvišjega priznanja za igralski opus pri nas, Aleš Valič, je igralsko pot začel v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu. Med letoma 1990 in 2004 je bil član ljubljanske Drame. Ustvaril je izjemen igralski opus, igral v več gledališčih, sodeloval z najpomembnejšimi režiserji in že več desetletij pomembno zaznamuje slovensko gledališče, tudi radio, film in televizijo, kot dolgoletni profesor na akademiji Pedagoški prostor. Igralski opus Aleša Valiča zaznamujejo velike dramske figure in izrazito subtilne karakterne vloge. Vedno znova je dokazoval širok razpon igralskih registrov, med drugim piše v obrazložitvi nagrade. Da je igralski poklic zelo zahteven, je nagrajenec izpostavil ob razglasitvi. Jaz sem očitno eno srečo, da sem to svoje igralsko delo vodil, ne da bi se seveda sproti zavedal po poti, po kateri sem hodil, na ta način, da nisem zgubil veselja do igre. Ker pri mnogih igralcih se zaradi izjemno napornega dela, sploh če ga je veliko, začne dogajati, da se organizem močno upira igralskemu delu. Ker je to delo enostavno, preprosto rečeno, zelo zahtevno. Ker si sam sebi svoj inštrument in vlagaš pač vse direktno vase in mora tudi kaj ven prideti na odro potem. Ne? Veliki mentor in profesor Polde Bibič ga je učil, da mora igralec vsako vlogo oblikovati tako, kot da ničesar ne zna, v praznem prostoru. Slovenski igralec mora po mojem mnenju ves čas skrbeti za to, da se spreminja na odru, da dela nove, drugačne vloge, če ima le možnost. In mislim, da mi je to na nek način do zdaj uspevalo. Tako da se spomnim res tega, kako sem se zmeraj trudil začeti vsako novo vlogo ustvarjati tako, kot da nič ne vem in nič ne znam. Valič je za svoje ustvarjanje prejel najpomembnejše gledališke nagrade. Borštnikov prstan prejema za niz vrhunskih stvaritev in za celovit umetniški opus. Njegova umetnost ostaja zgled igralske predanosti in globokega razumevanja gledališča, je še zapisano v utemeljitvi. Aleš Valič, ki ga še videvamo na gledališkem odru, je ob razglasitvi v Mariboru dejal. Ja, Borštnikov prstan je najbrž najbolj zaželena nagrada med slovenskimi igralkami in igralci. In človek je seveda nepopisno vesel, če dobi Borštnikov prstan. Tako da je zelo težko v tem trenutku karkoli drugega reči na to temo. Ne? Nekako je očitno bilo opaženo, kaj vse sem delal, koliko sem delal, pa tudi, da sem bil kdaj najbolj dober. Prstan mu bodo nadeli na sklepni slovesnosti festivala 21. junija, ko bodo podelili tudi druge Borštnikove nagrade, za katere se bo po izboru selektorice Kaje Novosel potegovalo 12 slovenskih predstav. Festival ponuja kakovostno produkcijo domačih in tujih ustvarjalcev, pove njegov umetniški direktor Aleš Novak. Jaz ocenjujem, da smo tudi letos v Maribor pripeljali vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave.
Tudi letošnji program je obširen, je zelo raznolik, je neke vrste nacionalna gledališka platforma, ki povezuje slovensko in mednarodno gledališče, predvsem pa seveda temelji na tem, da pogledamo, presodimo in nagradimo najvidnejše dosežke lanske gledališke sezone. Letošnji Borštnik se s pogovorom, razstavo, dokumentarnim filmom in predstavo Imakolata poklanja pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju, ki je mariborsko in slovensko gledališče popeljal v mednarodni prostor. Festival bo v 2 tednih ponudil tudi strokovna srečanja, pogovore z ustvarjalci, razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Slovesno ga bodo odprli 12. junija s špansko plesno gledališko predstavo Sonoma. Na vrtu Plečnikove hiše v ljubljanskem Trnovem je bila v ponedeljek zvečer podelitev nagrad sklada arhitekta Jožeta Plečnika. Slavnostna govornica je bila Renata Salecel, sledili so predstavitveni kratki filmi nagrajenih projektov Matevža Jermana in Roka Kajzerja Nagodeta. Strokovna žirija pod vodstvom Andreasa Rubija je izmed 47 predlogov izbrala najboljše dosežke v arhitekturni realizaciji večjega in manjšega merila, javnega prostora, strokovne publicistike in bogatitve prostorske kulture. Glavno Plečnikovo nagrado je prisodila čolnarni Uzaki Office arhitektov. Po prireditvi je Tadeja Krečič pred mikrofon povabila Špelo Videčnik, eno izmed 11 načrtovalcev čolnarne Uzaki. Večkrat je bila omenjena beseda zasuk v arhitekturi, tudi slovenski. V čem vidite pri vašem projektu to smer zasuka proti spoštovanju, obnovi in vsemu, kar je bilo povedano? Jaz bi rekla, da v bistvu se v zadnjih letih čedalje bolj spoštujejo intervencije v že izgrajene objekte, s tem, da se pač objekti ne podirajo, ampak se v bistvu skušajo ohraniti, reciklirati oziroma v največji možni meri ohraniti taki, kakor so bili in kvečemo mogoče dozidati, nadzidati. Ta naša mala intervencija, ki je dobila glavno nagrado, pravzaprav skuša popolnoma ohraniti objekt, ohraniti les, za katerega bi še pred nekaj leti verjetno večina rekla, zakaj pa bi star les v bistvu ohranjali, da jim ga zamenjati. Tako da smo v bistvu skušali s to prenovo pokazati, da se da tudi iz takih precej anonimnih, bom rekla, zgradb narediti pač neko skoraj umetniško inštalacijo in pač s tem nekako, bom rekla, tudi osveščati javnost, ki se sprehaja mimo pač Blejskega jezera, na pomembnost Arsa, ki je bil naš naročnik, in pa na njegovo misijo v bistvu ohranjanja in pa spremljanja okolja. Pri tem ste morali seveda upoštevati zelo občutljivo okolje, kot je pač tako imenovani najlepši kraj na Slovenskem. Tako je. Gre za v bistvu upoštevanje in prostora, se pravi javnega prostora, te promenade, da jo pravzaprav, da v bistvu objekt ohranjamo takšen, kot je, in da mimoidočim, ki so, bom rekla, po večini tudi tujci, predstavimo, bom rekla, to slovensko stavbarstvo, tradicijo slovenskega stavbarstva, hkrati pa z malimi elementi, kot so rože, skozi katerih zemljo se filtrira voda. Osveščamo javnost na pomembnost Arsa kot agencije, ki pravzaprav že 50 let spremlja stanje voda slovenskih in pa tudi Blejskega jezera, in osveščamo javnost na pač to, da je pač potrebno z naravnimi sredstvi, trajnostnimi čim bolj spoštovati in pa ohranjati okolje in pa Blejsko jezero. Zdaj bom pa še malo provokativna.
Slišali smo za to besedo zasuk, se pravi zasuk k upoštevanju okolja, k varstvu narave, upoštevanju že narejenega, izboljšanje tega, kar že je, ne vedno na novo, ne vedno nove jame in tako naprej. Vendar pogovarjava se v Trnovem pri Plečnikovi hiši in prav v teh okoljih vidimo zelo veliko uničevanja starih vil, potem pa postavljanja tako imenovanih vil blok na, bi rekla, premajhnem terenu za toliko stanovanj, kolikor jih pol nastane. Se pravi, da je tukaj zadaj ta logika kapitalizma. V bližini imamo tudi Vurnikovo hišo, ki grozi, da bo podrta. Kako komentirate to, bi rekla, neetičnost tudi arhitekture? Ravno o tem smo se danes pogovarjali tudi z, bom rekla, predsednikom žirije, ki je tujec, ki prihaja pač iz Zahoda, se pravi iz Nemčije. Skušala sem mu razložiti, kako pomembno je v bistvu, da slovenski arhitekti tudi s takimi malimi intervencijami osveščamo investitorje in pa nasplošno širšo javnost, ker v Sloveniji in pa v bistvu, bom rekla, verjetno tudi v državah regije ali pa nekaterih tudi državah vzhodne Evrope se pravzaprav skozi ta leta tradicija ni spoštovala. V bistvu večina generacije naših naročnikov bi se dejansko spraševala, zakaj ohranjati nekaj, kar je staro, zakaj v bistvu metati denar v nekaj starega, dajmo podreti, dajmo odstraniti, dajmo narediti nekaj na novo. Tako da v bistvu ravno vsi projekti, ki smo jih danes videli, pa skušajo osveščati, da pravzaprav lahko tudi s starimi zadevami, pa tudi če je to les, kot je recimo pri nas, pač v našem projektu konkretno, lahko pravzaprav zadevo recikliraš in jo spet vzpostaviš nazaj še za nadaljnjih 50 let. Tako da se mi zdi, da ravno v tem je zasuk letošnjih vseh nagrajencev, da pravzaprav skušajo osveščati širšo javnost tudi na pomembnost tega ohranjanja in pa na pomembnost teh manjših intervencij. V Ljubljani se je ta teden začel mednarodni festival svetlobe Svetlobna gverila. Na njem se letos predstavlja 42 umetnic in umetnikov, katerih instalacije v mestu zažarijo takrat, ko pade mrak. Festival je pozoren na to, kako se uvršča v javni prostor, saj z deli ne želi motiti prebivalcev mesta, temveč jim raje prinesti drobne trenutke presenečenja in možnost poglobitve v same instalacije. Svetlobna gverila svojo jubilejno, že 20. izdajo praznuje pod naslovom Raznolikosti. Tako želijo organizatorji poudariti, da so dela, ki jih festival predstavlja, različna in da se jih je v 20 letih nabralo res veliko. Obenem pa je ta festival skozi leta postal mednarodno prepoznaven in je hkrati tudi ena izmed osrednjih prireditev za prikaz sodobne svetlobne umetnosti v regiji. Ob začetku festivala je sokuratorko Niko Erjavec pred mikrofon povabila Urška Savič. Nika Erjavec, kako bi ob jubilejni 20. ediciji Ljubljanskega festivala Svetlobna gverila opisali pomen takega mednarodnega festivala, ki deluje v lokalnem okolju, za slovensko umetniško sceno pa tudi širšo javnost? V bistvu je zelo pomemben festival, kljub temu, da delamo z precej manjšimi vsotami denarja kot naši kolegialni festivali iz tujine, smo zelo prepoznani po celi Evropi in tudi po svetu. Gre namreč za enega najstarejših tovrstnih festivalov v Evropi, kar naša lepa številka tudi naznanja. Pomeni vsekakor v bistvu razmišljanje o ne samo svetlobi kot umetniškem mediju, ampak o javnem prostoru kot umetniškem prizorišču, širšem razmisleku o tem, kaj javni prostor lahko je in kaj bi lahko bil. In hkrati
prav v našem prostoru predstavlja platformo za razvoj intermedijske umetnosti, za razvoj svetlobne umetnosti in za neko opolnomočenje mladih ustvarjalcev za samostojno umetniško udejstvovanje in prakso za nekimi stenami institucij. Nekatera umetniška dela, postavljena na festivalu, se ukvarjajo samo materijo in estetiko postavitve, druga pa v svojo podobo upletajo tudi simbolne pomene ali politična sporočila. Kakšna sporočila nam prinaša letošnja bera projektov? Glede na letošnjo temo, ne moram ne odgovorim, da prinašajo zelo raznolika sporočila, mogoče politično za izpostaviti pri študentskem projektu video animacije novih medijev, Maje Franko in Brine Lekše, z instalacijo Spregledane, se v bistvu na lep način ukvarjata s tem na eni strani pomankanjem spomenikov ženskim osebam v mestu, hkrati tudi čisto osnovno materijo svetlobe igrata, tako da v bistvu senco mestnih stebričkov pretvorita v senco teh pomembnih ženskih oseb iz zgodovine Slovenije in Jugoslavije in tudi v bistvu čez dan predstavljata samo zgolj kot opis na teh stebričkih, kot za klasičen spomenik, neko osnovno informacijo o teh pomembnih ženskah in na nek način tudi s odsotnostjo same skulpture ali pa podobe čez dan še bolj opozarjata na to spregledanost mogoče nekih ženskih ikon in nasplošno neko neenakopravnost iz vidika spolov. V okviru raznolikosti lahko menim, da letos se pojavljamo na nekih novih lokacijah. To je recimo Park Tabor, kjer sodelujejo študentke in študenti oddelka za tekstilstvo na Naravoslovno-tehniški fakulteti. Gre za tudi v bistvu projekt, ki odpira tudi z uporabo materialov, mogoče neko okoljsko vprašanje. Uporabljajo namreč plasti zavrženih LCD ekranov. To je zelo zanimiv optični material, ki se je že pojavil na Gverili, ampak se vsako leto na nek raznolik način interpretira in na drevesa v Parku Tabor z teh folij izraščajo kot neke gobe in lišaji, ki po noči zaživijo v raznobarvnih in raznolikih odtenkih. Festival Svetlobna Gverila vsakokrat sodeluje tudi študenti umetniških akademij. Zakaj mislite, da so taka sodelovanja potrebna in kaj še so nam študentje pripravili letos? To lahko spet iz čist svoje izkušnje komentiram, da so zelo pomembna taka sodelovanja. Meni osebno in mojim kolegom so omogočile prvi stik z delom v javnem prostoru, ki kot rečeno ne samo tehnične omejitve prinaša in potencijale, prinaša tudi neko totalno drugačno dimenzijo, nekaj, kar gledam mogoče v studijskem ali pa galerijskem prostoru, kakor toliko veliko se v javnem prostoru zgubi, tako da je treba razmišljati o popolnoma drugih dimenzijah. Hkrati je pa to tudi prva izkušnja za veliko študentov z neko intermedijo, z delom recimo z elektrotehniko. Zelo nam je pomembno tudi, da se povezujejo med sabo fakultete, recimo sodeluje elektrotehniška fakulteta letos z industrijskim oblikovanjem na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Kot rečeno, prej že unikatno oblikovanje in video animacija in novi mediji z avtorskimi projekti in tudi srednja šola za oblikovanje in fotografijo prek delavnice z Matejom Bizovičarjem, ki pa tudi v bistvu se letos predstavlja z participatornim medgeneracijskim projektom, kjer se v bistvu v parku Merje raztira polje micelija, narejeno iz zavrženih predmetov. Tukaj pa sodelujejo nekatere ljubljanske osnovne šole, recimo osnovna šola Dravle in tudi osnovna šola Škofja Loka in potem v kombinaciji in dialogu z osnovnimi šolami iz Skandinavije, iz Finske in Norveške predvsem, tako da gre za neko tako že mednarodno povezovanje osnovnošolcev. Ključen je torej ta prvi stik z javnim prostorom, z interaktivnimi ali pa samo programiranimi instalacijami, z razmišljanjem o svetlobi kot umetniškem mediju in tudi mogoče med fakultetnim ali pa med šolskim povezovanjem.
Majski salon, ena od osrednjih in največjih slovenskih razstav sodobne umetnosti, se je ta teden ustavil v Velenju. Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov ga prireja vse od leta 1909. Tokratna tema, ki so jo poimenovali Integrali konstruirati svet, je posvečena letu Srečka Kosovela ob 100-letnici njegove smrti. Posebnost letošnje razstave sta dve prizorišči, Galerija Velenje ter Muzej premogovništva Slovenije. Kustosa letošnjega salona pa sta Marko Košan in Sara Nuša Golob Grabner. Z njo se je pogovarjal Matija Mastnak. Sara Nuša Golob Grabner, lepo pozdravljeni. Majski salon letos poteka na dveh prizoriščih, posvečen je pesniku Srečku Kosovelu. Za začetek, kako posebna je letošnja izvedba? Mislim, da je Majski salon v vsaki ediciji poseben na svoj način, predvsem zato, ker se premika po mestih in vedno stopa v dialog z zgodovino mesta, z specifikami mesta. Seveda pa je nekaj posebnega to, da tudi upoštevamo nacionalno leto Srečka Kosovela, njegove tematike in predvsem naslovimo pravzaprav ta družbeno-kritični aspekt, vključno z delavsko zgodovino Velenja, industrijo Velenja, torej kar se mene tiče, bo zelo posebno. No, Velenje je res bilo posrečeno izbrano, gre namreč za mesto, kjer se pripravljajo na čas, ko bodo zaprli rudnik. Tukaj, tako kot je Srečko Kosovel s svojimi integrali, gradijo nov svet. Umetniki so pravzaprav to temo zelo uspešno naslovili, torej vključujemo letos dela, ki so pravzaprav zelo očitno povezana s tem, v sami likovnosti zelo izrazito konstruktivistična ali pa celo posegajo po nekih materialih, ki jih povezujemo z industrijskim mestom, torej železo predvsem. Ampak, kar se mi zdi tudi zelo pomembno, je pa, da je veliko del, ki so pa manj očitno na to tematiko, bolj subtilno povezana recimo z nekimi tematikami, ki jih je izražal sam Kosovel, mogoče tudi to okoljsko zavedanje, družbeni komentarji, ki pa so lahko izraženi seveda skozi en velik razpon medijev in estetik. Lahko pa potegnemo najbrž vzporednico tudi z obdobjem, ki ga živimo danes, ter z obdobjem 20 let prejšnjega stoletja, v katerem je ustvarjal Kosovel, ko je po eni strani bil velik tehnološki napredek in gospodarski razcvet, po drugi strani pa se je začela pojavljati tehnološka utojenost, moralni razkroj družbe in vzpon fašizma. Kakšen je vaš pogled? Ja, mislim, da ne bi moglo biti pravzaprav boljšega časa za ta majski salon in za to temo in za to leto. No. Nekako se zgodovina kar nenehno ponavlja in seveda umetnost kot vedno funkcionira kot en družbeni korektiv, oziroma vsaj upamo na to, tako malo z ciničnim in prestrašenim pristopom, ampak vendarle. Srečko Kosovel je v svojih pesmih nekako dal slutiti, da se bo kmalu zgodila družbena kataklizma in imel je prav. Dobro desetletje po njegovi smrti se je začela druga svetovna vojna. No, kakšni toni pa prevladujejo na letošnjem majskem salonu, pesimistični, optimistični? V sami razstavi bi jaz rekla, da prevladujejo optimistični toni, zagotovo kritični, zagotovo tudi mogoče na trenutke malo ironični, ampak umetnost je vseeno vedno nek pokazatelj tega, kaj je mogoče. In tudi nastaja za željo tega, da ljudem daje neko drugo opcijo in novo perspektivo. In glede na to, da bi rekla, da v splošnem nam tega optimizma manjka z dobrimi razlogi, tu vseeno najdemo mogoče neke poglede na možnosti. Lahko zdaj malo več poveste o tradiciji majskega salona. Začela se je daljnega leta 1909. Ja, torej Majski salon je ena naših največjih razstav, eden od bolj pomembnih razstavnih dogodkov v Sloveniji in odlična priložnost, da se vsako leto pač ustvari nek velik pregled slovenske umetnosti, sodobne umetnosti. Torej lahko gledamo to kot en poseben format razstave, kjer ne bomo našli zdaj neke trdne rdeče linije ali pa neke ful velike kohezije, ampak vseeno pa je njena vrednost ravno v tem zelo širokem spektru drugačnosti. Vrniva se na tokratno razstavo. Nekateri umetniki, če se ne motim, so se Srečku Kosovelu še posebej poklonili. Ja, pravzaprav nas je presenetilo, kak pozitiven odziv so umetniki imeli na temo in pravzaprav je veliko del nastalo
prav zdaj zamajski salon. Imamo torej celo steno takih in drugačnih portretov Kosovela, variacij na njegov konstruktivizem in se torej pač res vidi, da je tema naglašena v nekaterih delih prav kot omaž Srečku Kosovelu. Seveda pa je to najbolj zanimivo videti z vpeljavo posameznih prepoznavnih likovnih jezikov umetnikov. Nekatera dela ste razstavili v Velenjski galeriji, nekatera globoko pod zemljo v nekdanjem jaško-velenjskega premogovnika. To ni ravno običajno. Kar se tiče kuratorskega vidika, je to zelo posebno in tudi je bil en velik izziv, katera dela umestiti tja, na kak način, ker seveda pol tudi prostor sama dela dodatno definira in spreminja. Tako da meni se zdi to res ena taka privlačna točka tega majskega salona, da izstopamo iz klasičnih galerijskih prostorov. Letos se razstavlja 173 umetnikov, glavno nagrado je prejel Uroš Weinberger, priznanje za mlado avtorico Lara Žagar, priznanje za inovativno delo Dominika Štibernik. Razstava bo na ogled do 22. avgusta. Kaj rečeva za konec? Vsi vabljeni, vstop je prost. Tako. Sara Nuša Golob Grabner, hvala za vaš čas. Hvala. Toliko smo za vas pripravili v tokratni oddaji Kulturna panorama. V njej so sodelovale Staša Grahek, Kaja Novosel, Brigita Mohorič, Tadeja Krečič, Urška Savič, Patjaž Mihelič in Matija Mastnak. K oddaji je glasbeno opremo prispevala Alma Čelik, tehnično pa jo je uredil Robert Markoč. Oddajo, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani in v aplikacijah za podcaste, pa sem uredil in povezoval Gregor Podlogar. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.